Pač kmetija so bile moje življenjske sanje. Jaz sem to skozi govorila, jaz to moram iti, jaz to moram probati, jaz to moram zmagati. So bili pa moji doma ful proti, da naj ne grem, da pač te lahko prikažejo slabi luči, pa to sem jaz rekla, pač mene tle ne bo nič ustavili, jaz bom definitivno šla. Meni lahko nekdo reče, ne vem kaj, pač mene to ne bo prizadelo, ampak pač od bližnjega kroga pač bom pa vzela malo zakup. Meni je bilo na začetku to nekaj najslabšega na svetu in pol, ko sem spala, sem rekla, kaj bi jaz dala, da bi bila še en teden v tem hlevu, tam z Jušom, da se zabavava. Tako 2-3 mi tako napišejo, joj, koliko greš ti nam na živce. Pa jaz njemu napišem nazaj, ja, očitno ne dosti, če mi pišeš, a ne. Danes je z nami gostja, ki jo je Slovenija spoznala skozi eno najbolj gledanih oddaj pri nas. Nekateri jo poznajo kot temperamentno, drugi kot iskreno, tretji kot nekoga, ki brez filtra pove to, kar si misli. Zato bomo danes Emo spoznali malo bolje. Ema Dragišič, dobrodošla. Živjo. Preden greva na kmetijo in vse, kar se je dogajalo po njej, me zanima, kakšna je bila Ema, ko je bila otrok? Pa to, jaz sem imela toliko energije kot otrok, jaz sem bila povsod, jaz sem skakala po trampolinih, se vozila z avioni, ni da ni, pač meni se je toliko dogajalo, se mi zdi, da že ko sem bila majhna, da dio pamet, res. Prej si rekla, da si menjala zelo veliko šol, osnovnih šol, srednjih šol. To pa sem, ja. Si bila v šoli pridna ali si kako špičla? Pa tako bi rekla, ja, jaz sem imela, rečemo, v osnovni šoli same 5, jaz sem bila ful dober učenec, res pridna, zagnana, pametna predvsem, pa sem pa tako, ne, jaz sem ful pametna, ampak po drugi strani sem pa ful lena, ne. In se mi zdi, da pol, ko prideš v srednjo šolo, te itak vse drugo zanima, kakor šola, tako da ni šlo glih vse tako, kakor bi mogli, tudi kakšen popravc, ampak na koncev sem pač naredila to formacijo tako, kakor sem mogla, tako da ja. Je vse šlo? Ja, vse je šlo, hvala Bogu prvo, ker pač jaz sem prav mamici rekla, ker sem dobila tega popravca, sem rekla, pa kaj ti misliš, da sem jaz neumna, da bom še eno leto v šolo hodila, pač jaz bom to naredila, ne skrbeti, ne bom še eno leto v šoli. Kdo bi rekla, da je naredil največji vtis na tvojo osebnost? Dobro vprašanje, pa mislim, da moja babi, ki je zdaj že pokojna, ko sem bila majhna, ampak tudi kakor so pa oni zdaj hoteli vplivati name, na mojo osebnost, mami, oči, isto me hoteli na prave tednice postaviti, sem jaz toliko samoglava, veš, da pač ne bo šlo to nobenemu, ko proba neki meni svetovati ali pa kaj reči, da ne. Ker zdaj veliko ljudi danes vidi to samozavest, ampak samozavest moraš nekje zgraditi, ne? Kje bi rekla, da si jo ti zgradila? Dobro vprašanje. Ne vem, jaz taka sem po mojem. Že od nekdaj. Tako da, ja, pač meni lahko nekdo reče, ne vem kaj, pač mene to ne bo prizadelo, ampak pač od bližnjega kroga pač bom pa vzela malo zakup, kaj mi reče. Ampak tako, če bo mene na cesti pač nekaj slabega rekel, briga me, veš, kaj ti hočem reči, da ne. Sploh zdaj, kaj je dosti teh negativnih komentarjev, pa tako, zdaj sem se smejala. Tako 2-3 mi tako napišejo, joj, koliko greš ti nam na živce. Pa jaz njemu napišem nazaj, ja, očitno ne dosti, če mi pišeš, a ne, pač, a veš, ko se folk ukvarja z drugimi, namesto da bi svoj live gledal. In pol pride trenutek, ko se odločiš za kmetijo. Zakaj ravno ta oddaja? Je bila to neka želja po izkušnji, Ne, pač kmetija so bile moje življenjske sanje. Jaz sem to skozi govorila, jaz to moram iti, jaz to moram probati, jaz to moram zmagati in glih zaradi tega me je pol to vse skup toliko prizadelo, veš, ker sem izgubila, ker vem, koliko sem to hotela. Tako da ja, so bili pa moji doma ful proti, da naj ne grem, da pač te lahko prikažejo slabi luči, pa to sem jaz rekla, pač mene tle ne bo nič ustavili, jaz bom definitivno šla. Zdaj ljudje doma vidijo samo 1 uro od tudi 24 ur, ko vi tam pač ste bili. Kako si se soočala s tem, da so bile kamere ves čas zraven vas? Meni je to top. Več kamer imam okoli sebe, meni je to top, tako da meni ni bilo problema. Nobene nervoze? Ne, definitivno ne. Pa misliš, da je na koga vplivala? So vplivale kamere, da se je drugače obnašal pred kamero, ko pa... So se definitivno drugače obnašali eni pred kamerami, kakor ni bilo kamer. Imamo par primerov, ne bom zdaj poimensko razlagala, ko so prišli delat sem, ko je bila kamera, ne. Veš, tako da definitivno je to, je pa tudi negativno vplivalo na kakšne osebe, ker se mi zdi, da dosti teh ljudi, ki smo jih imeli tudi noter, dobro pustimo
Influencerje pa to, da se niso toliko znajdli pred kamerami, niso vedeli, kaj povedati v kamero, zaradi tega so bili tudi toliko malo na TV-ju določeni prikazani, veš, tako da vsak po svoje, ne. Kaj pa tako, je bilo sploh, ste imeli sploh možnost, da ste se nekam tako umaknili res na samo, da ni bilo obkroženo s kamerami? Pa niti ne, zaradi tega, ker itak povsod po posestvu so te RCO kamere gor na stropih, pa to tudi v hiši, tudi po gozdu, tako da to glih ne, no. Rekla si, da si brala komentarje, rekla si, da se smejiš, pa te pa kak komentar, da bi rekla, se te dotakne? Ne, jaz v bistvu sploh ne berem komentarjev. Jaz sem šla sem pogledat, ker mi je folk rekel, pač neko komentarjev si dobila, oh my god, negativni, pa pač Jan mi kdaj včasih kaj pokaže, ko on to ful gleda, ampak jaz sem tako, mene se to ne dotakne sploh nič. Se mi zdi, da se to bolj dotika oseb, ki so okoli mene, ampak jaz sem tako rekla, tisti, ki me pač poznajo, kakšna sem v živo, kaj sem pa delala v kmetiji, je pa to šov. A veš, če hočejo gledati kmetijo, tako naj grejo gledati tam vrtičkarje, ne, ker vsi so pridni, pa delajo, pa se nič ne kregajo, ampak tisti, ki pa ne dojamejo, da gledajo resničnostni šov, pač to je pa njihov problem na koncev, ne. Misliš, da so narobe razumeli tebe kot osebo tam pred kamerami? Ja, čisto drugem pogledu. Oni pač niso dojeli, da koliko je bilo dejansko pač meni do kmetije, koliko sem si jaz tega želela, koliko sem se jaz borila, a veš, tudi to, kar sem dala čest in na začetku glavne arene in mini arene in to zdaj na koncu z Janom, ker sem se borila, pač jaz sem bila res zagrižena pač v to, a ne. Pa tako kao, da nisem jaz delala, pač jaz sem bila tokrat dekla, jaz sem tokrat vozila kravo in pol jaz izpadam in vidim, da je Pija ratala dekla in ona, koliko je to težko človek. Jaz sem to delala zdaj že 2 meseca, veš, pa se nisem pol pritoževala, tako da to ni bilo dosti prikazano, koliko sem delala, pa pač dejansko sem. Ja, sem naredila tudi nekaj neumnih odločitev, ne bom rekla, da nisem. Tisti teden, ko sem se kregala z Aleksandro, sem noter toliko živci že popuščala, ne, da je to pač prišlo ven iz mene in mi je žal, da sem tako odreagirala, ampak ne mora si predstavljati noben, kako je to, ker si v takem okolju, pa takimi pritiski in pač dela stvari, ki mogoče pač niso v tvoji naravi, ne. Si znala molziti že, preden si šla na kmetijo, ali si se tam naučila? Ne, nikoli nisem znala molziti, ampak sem se tam dosti hitro naučila in pa so mi kar rekli, ja, ti boš to delala in pa sem pač jaz to delala. In pa je to ostalo. Kaj ti je bilo pa najtežje od opravil? Pa nič, v bistvu meni je bilo to vse drugače fajn delati. Kakor sem jaz jamrala, pač jaz sem tako oseba, jaz jamram. Ampak meni vse to, pač živali, to, meni je bilo to top, meni je bilo vrhunsko. Ok, ajde te kokoši, ki so me tam kluvale po nogah, pa pač, ki so smrdele pa to, ampak drugače meni ni bilo težko delati. Zelo hitro pa ugotoviš, pač komu lahko zaupaš ali komu ne. Ali te ta izolacija, ko si tam pred kamerami, v bistvu da v čist nek drug svet, da že ne veš, ali zaupati ali ne zaupati, ali je to sam igra, ali... Ne vem, to jaz nisem pravi naslov za to, zaradi tega, ker jaz sem ful, kakor se ni prikazal, sem jaz vse ful imela rada, veš, jaz sem ful čustvena oseba in jaz bi najraje, mi smo si prijatelji, mi smo si družina, mi si vsi zaupamo, ampak na koncu dneva ni temu tako, ne, tudi tiste, ki jih imaš za najbližje, ti bodo slej ali pa prej pač obrnili hrbet, ne, tako da, ja. Si imela kdaj občutek, da si mogla biti previdna pred kamerami? Niti ne. Pač jaz sem povedala, kar si mislim, tako pač nisem nič niti skrivala, tako da... Kdo te je pa najbolj presenetil na kmetiji? Pozitivno ali pa? Pozitivno noben. Pač dejansko ne vem, če bi za koga kaj tako dobrega rekla. Negativno ful dejan s temi komentarji, ki so bili, to mi je bilo kar oh my god, odkje imaš ti to vse. To si ugotovila preden si videla ali potem? Ne, potem. Prej nisem si mislila, da je on tak. Dober, Aleksandra me je tudi presenetila, ne, ampak ne, noben kaj posebenega. No. To je bil pa najbolj zabaven? Najbolj zabaven Mark, definitivno. On je tako smešen, kakor sva se medva kregala, prav dan se spomnim, ko sva šla na Krko, a ne, pa ko smo mogli tam čakati v kombiju, da nas pelajo pa to. Mi smo se toliko zabavali, res nerealno. On je toliko meni smešen in pač prijeten je, kakor oni vsi njega tretirajo za neko budalo, pač ni on slab človek, ne. Čisto drugačen. Kaj pa je bila kakšna anekdota, ko jih kamere niso posnele, pa bi ljudje ne bi verjeli
pač. Bilo da je jih to je res. 1 milijon, ampak to raj ne bom govorila. Okay. Kdo pa je najbolj kompliciral? Pa da se mogoče ni tako pred kamerami videl. Kompliciral? Da je bil največji drama queen. Dobro, ne bi rekla, glih drama queen Carmen pač ni hotela iti v hlev, to smo vsi vedeli, to ni pač nič takega, jaz se čisto razumem, ker ta hlev je katastrofa. Markiju se tudi ni dalo nekaj veliko delati, Dejan se je skozi pritoževal, da ni nič za jest. Drugače pa ne vem, če je bilo kaj takega. Ne ostane v spominih. Ja. Si imela kdaj moment, ko si rekla, ok, kaj pa jaz zdaj tukaj delam? Ne, nikoli. Tudi, ko mi je bilo najtežji, pač uno noč v hlevu, ko sem dobila prepoved, pa to sem rekla, fakt, pač boš uno zgurala. Tudi, ko sem dobila prepoved, pač je bilo katastrofa, ne. Tudi, ko mi je bilo najtežji, nikoli nisem rekla, jaz bom pa pač zdaj kar obupala, pa šla, pač ne, ni variante. Pač ni to v mojem stilu, ne. Zdaj, veliko ljudi je spremljalo tudi vajin odnos z Janom. Mene pa v bistvu bolj zanima nekaj drugega. Zakaj misliš, da se pač ljudje v tako ekstremnem okolju tako hitro povežejo? Ja, itak, ker si odrezan pač od vsega, ne. Ti imaš samo une ljudi tam noter, nimaš telefona, nimaš ničesar in jaz sem prav rekla, zdaj meni jasno, ne, zakaj so včasih imeli na kmetih toliko pač veliko otrok, ker pač kaj si pa imel za delati drugega, kakor pač delati pa pač, ne. Tako da ja, definitivno ta izolacija, to si folk, dokler ti nisi tam, si ne moreš predstavljati, kako je to, ne. Je vse Sploh pa v teh intenzivno. groznih pogojih, ne, kakor je hlev. Kak je bilo v hlevu? Meni je bilo na začetku to nekaj najslabšega na svetu in pol, ko sem spala, sem rekla, kaj bi jaz dala, da bi bila še en teden v tem hlevu, tam z jušom, da se zabavava, da ne jem, da vse smrdi, pač navadiš se. Dejansko pač ti si pol tam ujet in ti je to neka nova normala in se navadiš. Ampak meni je bilo vsem težko, mi je bilo pregurati tako, 3-4 dni sem rabila, da se navadam, isto za hrano in isto za hlev. Pa, ko se navadaš, ti je pa to nekaj najbolj normalnega ever. Pa se že veseliš, ok, grem spat v hlev spet, pač dejansko. Hrano ste si kuhali, zdaj pač videli smo, da ste si kuhali sami. Je bilo tudi iz ozadja tak, da ste dobili hrano? Ali ste ne, res... nikoli. Ne bi vsi to shujšali pa to, če bi mi hrano od ozadja dobivali. Mi smo bili dejansko 1 mesec brez mesa. Pač, jaz sem prvo mislila, da so to rekla, da je mogoče hec. Dejansko smo bili 1 mesec brez mesa. Pač, ampak pa se navadaš, mi smo jedli dejansko sem polento, pa mlečen riž, pa pač kaj smo še jedli, makarone suhe, pa če si dubono 2 jajca, pač je bilo že to veliko. Drugače pa ne, hrana skozi ena in ista. Ja. Kak je bilo pa pol po oddaji doživljati vse skupaj? Kak je bilo prideti nazaj v realno življenje? Meni je bilo kar naporno. Zaradi tega, ker jaz, ko sem izpadla, sem itak pač tam se toliko zjokala, pa to prijem jaz domov in se usedem na tla sred dnevne sobe in jaz tako pravno začnem dihati, ker sem pač dojela, koliko časa sem bila jaz noter pod pritiskom, v kakšnih pogojih sem bila. In ker sem prišla domov, mi je bilo to vse skupaj ful čudano, ne. Pa sem pa itak dobro šla spet nazaj, ampak videla sem pa pri Janu, ki je bil pa res celih 70 dni noter, koliko je bilo pa za njega to še težji, kot zame, ker sem izpala 45. dan, medtem se grejo neki kopat pa to in on gre v banjo v gatah. A veš, ker pač nismo hoteli biti tam nagi pred kamerami, jaz njega gledam, prijat, tu ni več kamer, tle, ne, pač sprosti, tako da ja. In isto, ko smo se pelali, ko smo pobrali, pač, ko smo šli iz kmetije, z avtom, ko smo šli domov, Jan tako gleda mojo mami pa prav, kaj to je prava ura, pa ono njemu, ja, prava ura, veš. Ker pač nisi navajen videti nobene elektronke, nisi navajen videti ure in pač to te pol, malo te spere, a ne, rabaš 1-2 tedna, da priješ dejansko k sebi. Zdaj pa pri vas so bili tedenske naloge, ne? To je bilo od ponedeljka do petka. Ampak pa vikendi? 5 dni, ni tam noter vikendov, se pravi, ti imaš 5 dni in pol, naprimer, če je zunaj ponedeljek, pa pol ti delaš do petka, je tebi sobota, pol spet ponedeljka, ne? Na 5 dni se ponavlja pač ta ciklus, a ne? To vas je verjetno tudi malo
zmedli? Meni je bilo v bistvu noter itak vse, kjer dan je, sploh se nisem pač s tem obremenjevala, drugi so se, pač pa so si črtali dneve, da smo v zaporu, pač sem rekla, mene briga, pač tle sem, kar je. Edin tako, spomnim se pa enega momenta, ko sem bila v Kajži in se je tako ful oddaleč slišala neka muska, ampak tako res oddaleč, veš, mi smo bili sred gozda, ne. Jaz tako, zdaj je zihar petek ali pa sobota zvečer, kaj bi šla jaz zdaj ven žurata. Veš, kad te pol kar potegne, a ne? Tako da je bilo kar zanimivo, ja. Kaj pa gospodarica Nada? Kak si pa njo dojemala? Ona meni carica. Res tako, vsakaj čas. Ona je toliko dobra, pa če smo realni, toliko dobra igralka za njena leta, kako ona to pove, kako ona to ponavlja, kako to vse zgleda tam pred kamerami in za kamerami vsakaj čas, ne. Kak je bilo pa z Janom graditi odnos, ko prideš pač enkrat ven, pa ko te vsi komentirajo, pa jaz pa sem imela srečo, veš, to ni bilo čistko. Medaj sem prišla ven 23.7. Kmetija se je začela predvajati par mesecev potem. Medaj sem dejansko, to je bilo za najo dobro, medaj sem dejansko imela cajt pač graditi odnos par mesecev, prej kdorkoli sploh vedel za najo, ne. Tako da nama kot za zvezo je šlo to ful na roke, da sva medva zgradila pač neko normalno rutino, normalno življenje, prej je to vse pač prišlo na TV booma, ne. Tako da ja. Si se zaradi medijev ali pa javnosti tak kdaj počutila, da te niso razumeli, da si bila nerazumljena? Pa ja, mislim, da niso vsi čisto dojeli mojo stran zgodbe, ampak mene to sploh ne moti, pač vsak si vsakom naredi svoje mnenje in to je to, ne? To ne, sploh ne prizadane. No. Kaka je pa, je Ema danes drugačna od tiste Eme, ko je šla prvič v oddajo? Se ti zdi, da te pač to spremeni? Ja, definitivno. Se mi zdi, da dobro, itak sem bila razvajena, ampak jaz sem ful hotela svoje možnosti sprobati, koliko jaz držim pod pritiskom, kako bo to spanje v hlevu, a veš, jaz sem imela ful jaz ne bi šla od doma, pa to pa a ne, in pa sem rekla, pač enkrat boš mogla to presekati in zame je bilo to ful dobro, naučila sem se ful novih stvari, ful pač tako sama sebe sem toliko preizkusila v take ekstreme, pač da vam jasen je, ne, tako da definitivno se mi zdi, da čist druga oseba, ja. Ti je kmetija pa v bistvu veliko dala kot... Ja, največ ever po mojem, res. Si kaj vzela? Če mi je kmetija kaj vzela? Pa niti ne, no. Mislim, da ne. Si rabila po kmetiji pol mir, da si se ali si komi čakala, da prideš med družbo? Ne, sem bila zelo žalostna. Jaz sem rabila par dni, da sem prišla k sebi. Jaz sem bila ful žalostna, to takoj, ko sem izspala, me je mami pol pelala na morje, videla, da sem čist na konc živci, ne, ker pač meni to, da sem izspala, konc sveta. Ampak pol sem se pa ja nekako kmalu vrnila pol na ustaljeni teden nazaj, ja. To se pravi, ste šle z mami, to je bila mami največja opora ti? Ja, pa vsi in prijatelji, vsi. Pač od kogarkoli sem karkoli rabila, so mi vsi stali ob strani, ne, ker pač so rekli, mi si ne predstavljamo, kako je bilo, ampak ko so oni mene videli, ker sem jaz prišla ven iz kmetije, pač moji kolegi, in sem imela, pač Alenka mi je še postrigla lase, jaz sem imela kratke lase, narastek pač od las, večji od Igorjeve Mikićeve kariere, pač taka kriza je bila, brez trepalnic, brez nohtov, ker so oni mene videli v takem stanju, sem mi rekla, pa kaj s tabo, veš, in pa prej ti priješ nazaj k sebi, je to kar nekaj časa trajalo, ja. Misliš, da te ta izkušnja tudi naučila kaj o ljudeh nasplošno? Pa niti ne, zaradi tega veš zakaj, ker jaz se ful težko naučim, bom tako rekla. Jaz sem ful naivna, ker se tiče odnosov in tega, tako da lahko rečem, da sem se, ampak če tako pogledam, se pač dejansko nisem, ker vem, da sem jaz ful zaupljiv človek, ne. Zdaj, če danes pogledaš nazaj, bi vse naredila isto? Pa ja, po mojem, ja. Ker sem trmasta, veš, to je pa pač moj ego, ko bom rekla, jaz nisem nič zafrkala, jaz sem vse naredila prav, tako da, ja, pač so stvari, ki bi jih spremenila, ne, pač tako ne bi šla spat tam v hlev, naprimer, pač da ne bi spala v hlevu, da sem šla za hišo, pa take stvari mogoče malenkosti bi spremenila, pa da bi se več s Francom spet, a ne, pa
družila pa to, ampak za nazaj nimaš pač kaj narediti, ne. Pa bi šla še kdaj v kmetijo? Ja, definitivno. Jaz sem rekla, če me slučajno pokličejo, imam že spakiran. Kaj bi pa pol rekla Amy, pač tisti, ko je na novo vstopila v šov? Ja, da si probam malo nazaj držati, pa da malo zaprem usta, kdaj, ne, sem problem je, ker jaz to ne morem, ne, jaz bom vsem povedala, kar jim gre, jaz bom bila vedno v ospredju, jaz bom bila vedno najbolj glasna, veš, oni, ki so pa v zadju, pa ki se šlepajo, pa ki ne delajo problemov, ne, oni pa pridejo najdlje, ampak jaz ko gledam, TV time imam pa še vedno to, kaj veš, da mi je pač vseeno, ne. Kaj pa si želiš v prihodnosti zdaj? Definitivno hoditi še po resničnostnih šovih, no. Pač šla bi tako v kakšen ekstrem, tudi kakšen Survivor, pa to bi šla. Sicer mislim, da ne bi dolgo zdržala, ne, če smo odkriti, ampak ja, definitivno mi je to tako najdla sem se, veš, cool mi je biti pred kamero, nisem sramežljiva, z vsemi se zakonektam, se pogovarjam, ne, tako da jaz sem se ful najdla v temu, ja. Ziher pa je to od tega tudi nek honorar, bom rekla. Bomo videli. Ni mi za to, a veš, meni sploh ni bilo kmetijo, ja, jaz grem pa zdaj, da si bom zunaj naredila ne vem kako kariero, pa to pa pač ne, meni je dejansko bila sem kmetija. Jaz toliko daleč naprej sploh nisem gledala, ne, kaj bo, kako bo. Ko prideš ven. Ja, pač dosti ljudi je šlo, ja, jaz bom influencer, jaz bom še boljši na TikToku, jaz sem rekla ne, če sem pa zmagati, ne, sem pač, nažalost se ni šlo. Je bil pa Jan zelo blizu. Je bil pa Jan za eno nogo blizu, ja. Nimam kaj. Jaz bom rekla, jaz sem pa ena stran vesela, da se je to tako zgodilo, kakor se je, da je on zgubil zaradi tega, ker jaz sem ful od ljudi slišala, ja, kao ima hoče biti pa z Janom, sem zaradi tega, kaj bo on zdaj zmagal. Pač, a veš, in so dejansko pač vsem zaprla usta, ker so govorili, ja, one dva ne bosta zunaj, one dva ne bosta to, kao ima bo z njim zaradi denarja, pač na koncu ni bilo tako, pač dejansko se je naredila pač neka prava ljubezen. Tako da meni je čisto fajn, veš, mava vse karava in to je to. Kako je bilo pa spremljati to verjetno zelo napeto zadnjo superfinalno oddajo? Jaz sem se po mojem bolj tresla kakor on. Mislim, jaz sem mu res prvošla zmago, a ne, to je bila fora. Isto, če bi bil nekdo tako drug, pač da ne bi bil Jan, da bi bil Juš, pa da bi mi že izpadli, pač bi, za svoje bi se postavila, a ne. Ker so bili pa itek, se mi zdi, da vsi tok proti Janu, sem pa jaz še bolj na glas, ja, Jan bo zmagal, bla, 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 a ne. Pač jaz sem mu bila opora, ne, zelo dobra bi jaz temu rekla, tako da, ja, je bilo pa naporno to vse skup gledati, ne, kako se je končal. Kaj pa odnos z bratom? Žan naš, ja. Odvisno od dneva, bom tako rekla. Včasih se malo to krada, pač vse bi naredila za drugega, včasih se malo kregava, ampak vem, da na koncu, če bi prišla pač neka resna situacija, bi si pač stali ob strani, ker na koncu smo pač zdaj družina in to je to. Ema, najlepša hvala za pogovor. Hvala tebi. Hvala, da smo te imeli priložnost spoznati še z druge plati. Ja. In res mi je bilo veselje. Hvala tebi. In hvala vam, drage gledalke in gledalci. Spremljajte Dolenjski list podcast še naprej.